to, se pravi, naši možgani imajo levo pa desno polovico, ne? In zdaj večino časa mi premljevamo ali pa preždimo v levi polovici možganov. Že v šoli nas učijo take stvari, ker rabimo logiko, ker rabimo ali tudi tekmovalnost, tudi veliko podatkov, informacij. Zanemarjamo desno stran možganov. To je naša intuicija, oziroma to so tudi naši občutki, naše ustvarjanje, kreativnost. In zdaj, če smo mi sestavljeni iz ene in iz druge polovice, pa uporabljamo samo eno polovico, koliko moči pravzaprav mi funkcioniramo vsak dan. Se pravi, s polovico oziroma če sploh je to. In zdaj, ker smo zelo različni ljudje, smo tisti, ki so zelo prizemljeni, zdaj, veliko moških je takih, ne? Prizemljenih, ženske smo pa malo bolj čustvene in malo bolj v občutkih, povezane z intuicijo. Ampak zdaj tu je nasplošno rečeno, tukaj so, vi ste zelo različno vstopani. In če pogledate umetnika, ne? Nekdo, ki zelo z lahkoto kreira, dobiva ideje, pravzaprav moče pa težje spravi v življenje in težje preživi s tem. Se pravi, on zelo deluje z to desno polovico možganov. Leva polovica možganov bi bilo fajn, da bi jo priključil in znal uporabiti za čisto normalno življenje in preživetje. In imamo obratno. Ljudje, ki so zagovarjajo pač to zemeljsko življenje, vse, kar je vidno in nekako negirajo vse, kar je nevidno. Se pravi, ja, vse, kar je nevidno. In tukaj pač enostavno je velikrat pomanjkanje pritoka idej, svežine, se pravi ustvarjanje nečesa novega. Kombinacija takih ljudi tudi v partnerstvu je pa super, ne? Ker nekdo uravnoteža. Največkrat se pritožujemo, kakšen je mož ali pa kakšna je žena. Jaz poznam bolj ženske plati, tako da vem, kakšen je pač mož, ampak lih to je, žena je zelo duhovna in se odpira in raziskuje, mož je pa dol drži, ampak to je normalno, da se zbalansirajo stvari, ker zelo funkcionirata. Treba je samo malo z druge strani pogledati, kaj se dogaja v odnosih.